V okviru predvolilnega dogajanja začenjamo rubriko Dan s stranko. Naše ekipe so se in se bodo na terenu pridružile kandidatkam in kandidatom. Do konca februarja boste tako videli reportaže o 10 strankah, ki so po zadnjih 3 javnomnenjskih anketah, ki jih za našo hišo pripravlja Inštitut Mediana, najbolje uvrščene. Prvi so na vrsti demokrati Anžeta Logarja, čeprav v politiki že uveljavljeni obrazi, se z novo stranko prvič podajajo na parlamentarne volitve. Ob obisku Primorske smo se pridružili podpredsednici stranke Evi Irgl. Jo volivci po številnih mandatih v SDS prepoznajo kot članico demokratov, kako gradijo lokalno mrežo in kaj bo njihova glavna prioriteta. Kaja Kobetič. Nagovarjanje volivcev seveda poteka na terenu, a ideje, kako jih prepričati čim več, nastanejo v pisarni. Zato Dan z demokrati začenjamo na njihovem sedežu. Pozdravljeni. Moramo se dogovoriti, kaj bomo danes počeli vse na terenu. Na jutranjem sestanku glave najprej staknejo vodstvo s predsednikom na čelu in podmladek stranke. Takole plan je narejen. Najprej gremo v Novo Gorico, Vipavo, Ajdovščino. V predvolilnem času še obvezna oprema. Imamo balone, naše blokce, naši programi. Koliko takih škatel takole odnesete? Po navadi vsaj 5, mogoče včasih tudi več. Na dan. Na uro. Ko se bo uradno začela volilna kampanja, bo demokrate na terenu po burger aferi provokativno spremljal tudi tako imenovani food truck. Da bodo hamburgerji za vse, ne samo za peščico. Za zdaj pa mimoidoče nagovarjajo z jumbo plakati. Koliko časa zdaj v nagovarjanju volivcev preživite takole v avtu? Smo praktično ves čas na terenu. Lahko bi celo rekla, da smo po moje obiskali kar največ institucij od vseh političnih strank. Zato ne preseneča, da ekipa demokratov najprej obišče novogoriški zdravstveni dom. Je vodstvo povedalo, da si želijo bolj fleksibilnih pogojev dela, da lahko nagrajujejo tiste zaposlene, ki več delajo. Tudi v programu imamo eno izmed ključnih prioritet, prav zdravstveni sistem. Vemo, da se ta sooča res z mnogimi izzivi, ampak danes smo slišali tudi kakšno dobro prakso. Kakšno je vzdušje na terenu, pa demokrati preverijo v Ajdovščini s hitrim usklajevanjem lokalnih odborov. 7 mesecev bo podoben juliju, ko bo temperatura kar naraščala. Jaz bom lepila plakate, tu ni problema, če treba cel dan. Še prej pa si na stenah izobešeno pravo umetnost ogledajo v Pilonovi galeriji. Se morda tudi potem razlikujete od vaše bivše stranke? Moj odnos do kulture je bil vedno enak. Z Anžetom sva povezana tudi po tej plati. On prihaja iz izrazito umetniške družine, sama pa imam zelo rada umetnost. Medtem ko se del ekipe odpravi na drugi konec države, v Celje na javno tribuno, pa Irglova primorski teren zaključi v zanjo domači Vipavi. Poslanka z najdaljšim stažem v parlamentu je bila tukaj pod taktirko SDS-a izvoljena že 6-krat in domačini jo, takoj ko prispemo v Vipavo, ogovorijo. Navijamo za vas. Hvala. Vipavci me poznajo, jaz jih imam rada, oni mene. Ali bo tudi tokrat kandidirala v domačem okraju, sicer ne razkrivam do nedeljske predstavitve kandidatne liste. Je zdaj kaj drugače, ko se na to podajate z novo nastajajočo stranko? Zame ni nič drugače. Jaz sem bila vedno iskrena do ljudi. Ljudje vedno bolj prepoznavajo, da je bilo pomembno narediti ta premik. Še zadnji premik dneva pa tradicionalno do Državnega zbora, kjer poslanska skupina nadoknadi dogajanje v poslanskih klopeh.